Gospod prihaja na terapijo zaradi bolečin v spodnjem delu križa. Te bolečine bomo poskušali odstraniti z Human-Taker konceptom. Se pravi, koncept zajema funkcionalne produkte, terapevta in terapevtovo znanje in pa HCR 1200 aparat. Z izvajanjem terapije začnemo s funkcionalnimi produkti, med katere spadajo razne kreme, olja, povoji, razmehčevalci kože. Ta olja imajo različne funkcije oziroma učinke. Imamo tonično olje, ki ga uporabljamo za dvig mišičnega tonusa. Imamo termoaktivacijsko olje, ki ga uporabljamo za nanos na mrzle okončine, se pravi mrzle roke, mrzle noge, da pospešimo mikrocirkulacijo. Potem imamo limfartikularno olje, ki ga nanašamo na večja limfatična področja in večje sklepe. In pa v bistvu masažno olje, s katerim tudi začnemo izvajati terapijo. Olje nanesemo na obravnavano področje, ga lepo utremo v same mišice. Uporabili bomo tudi limfartikularno olje, ki ga bomo v tem primeru nanesli na hrbtenico. Olje pustimo učinkovati nekje 2-3 minuti, medtem si pripravimo vodo in pa razmehčevalec za kožo, da lahko olje odstranimo iz telesa. Nato samo olje očistimo, s tem očistimo tudi toksine iz kože. In zdaj začnemo s samim izvajanjem terapije s pomočjo HCR aparata. HCR aparat je aparat za diatermijo. Aparat uporablja frekvenco 447 kHz. S pomočjo te frekvence je mogoče stimulirati celično izmenjavo elektrolitov. Z pospešeno izmenjavo elektrolitov celica dobi več kisika, kar pomeni hitrejšo regeneracijo. Aparat nam omogoča uporabo dveh tehnologij. To je rezistivna tehnologija in kapacitivna. Rezistivno uporabljamo za obravnavo trdih tkiv, v katerih je malo vode, se pravi, to so kosti, sklepi, sklepne ovojnice, kite, ligamenti. In pa kapacitivna tehnologija, ki jo uporabljamo za obravnavo mišic oziroma mišičnih ovojnic, se pravi tkiva, kjer je dosti vode. Terapijo začnemo izvajati z rezistivo. Namestimo aplikator. Pacient mora v tem primeru čutiti prijetno toploto. Se pravi, seznanimo ga tudi, kaj je prijetna toplota. Povejte mi, ko boste začeli čutiti toploto, rečemo od 1 do 10. 1 se ne bo čutilo nič, 10 je prevroče. Vi morate čutiti nekje med 6 in 7. Ko boste čutili približno tako toploto, mi povejte. Količina kreme, ki jo nanašamo med
dinamično in statično elektrodo, mora biti vedno prave količine. Preden smo začeli izvajati terapijo, smo pacientu pod trebuh namestili tudi statično elektrodo, v rokah držim zdaj dinamično, med tema dvema elektrodama prihaja električni tok in se izvaja to prej omenjena stimulacija. S to elektrodo smo precej statični, zraven lahko izvajamo pasivne, aktivno asistirane ali aktivne vaje. V tem primeru izvajamo sedaj pasivne vaje, zato da stimuliramo obravnavano področje. Pacienta lahko prosimo, da tudi sam dvigne ud, se pravi dvignite stegneno nogo, zadržite 3 sekunde in spustite nazaj. Naslednji korak je, da priklopimo na kapacitivno tehnologijo, s katero bomo obravnavali bolj površinske mišice. Pacienta zopet prosimo, da nam pove, ko začne občutiti prijetno temperaturo, ki mora biti nekje med 6 in 7. Se že čuti? Zdaj? Je prijetno? Je. S to elektrodo nismo nikoli tako statični, kot smo bili z rezistivo, saj tukaj obravnavamo zgolj površinske mišice in je učinek stimulacije najbolj močan pod samo elektrodo. Trenutno smo uporabljali termodinamično elektrodo, za konec lahko namestimo tudi limfodinamično, katera nam pomaga stimulirati mikrocirkulacijo, da lahko toksini oziroma odpadni produkti, ki so nastali med samo obravnavo, da se lahko hitreje odpravijo iz obravnavanega področja. Za samo intenziteto, ki jo lahko nastavljamo na aparatu, izzovemo različne učinke. Se pravi, lahko stimuliramo mikrocirkulacijo, lahko izzovemo učinek vazodilatacije in pa učinek tudi hipertermije. Odvisno za kakšno diagnozo gre, v kakšnem stanju je, ali je to v akutnem, subakutnem in kroničnem. Na podlagi tega se odločimo, s kakšno intenziteto bomo delali. Ko smo ta korak zaključili, odstranimo samo kremo iz kože. In za konec lahko nanesemo tudi tonično olje, ki dvigne tonus mišic.
Olje lahko uporabimo tudi v kombinaciji s kremo, katera še dodatno stimulira mikrocirkulacijo in v bistvu daje zelo prijeten občutek pacientu. Kremo pustimo učinkovati približno 2 do 3 minute in s tem je terapija zaključena.